En lep pozdrav vsem skupaj in vsakomur posebej. Dobrodošli v današnjem javnem pogovoru o ekoloških izzivih na lokalni in globalni ravni. V sklopu te debate bomo debatirali o tem, ali je zelena gospodarska rast mogoča. Zraven bomo premišljali oziroma razmišljali, diskutirali tudi o drugih pojmih, ki jih nekako moramo začeti odpirati in najti ustrezen prostor v javnem diskurzu in o njih razmišljati, zato da na njih lažje osmislimo nek boljši svet, pravičnejši svet in predvsem trajnostni svet v vseh pogledih. Preden predstavim svoje tri spoštovane gostje in pa gosta, bi rad uvodoma povedal par besed. Za sam začetek, moje ime je Erik Valenčič, sem novinar in filmski ustvarjalec. Za tiste, ki me poznate nekoliko bolje, jaz že 18 let hodim na krizna žarišča po svetu s poudarkom na Bližnjem vzhodu in Afriki in v teh 18 letih ugotavljam, da pravzaprav številne konflikte, nasilje in gorje ni več odvisno samo od strogo človeških faktorjev, tako neposrednih faktorjev, kot so verski ali ideološki ekstremizmi, pač pa vedno bolj v ospredje človeške bede in siceršnjega gorja stopajo okoljske oziroma naravne razmere, s poudarkom seveda na tem, kar vedno več ljudi imenuje podnebna katastrofa. Začel bi pač ta uvod oziroma nagovor z enim citatom, ki pripada ameriškemu marketingerju, ne preveč znanemu ekonomistu, ime mu je Victor Lebow. Citat je pa iz leta 1955 in sicer navajam: Naše neverjetno produktivno gospodarstvo od nas zahteva, da sprejmemo potrošništvo kot način življenja, da kupovanje in porabo proizvodov spremenimo v obrede, da duhovno zadoščenje za naš ego iščemo v potrošnji. Stvari moramo trošiti, obrabiti, zamenjati in zavreči in to vse hitreje. Konec navedka. Jaz bi to komentiral z wow. To veselje od leta 1955 oziroma od takratnega časa traja še vedno. Kot sem rekel, Victor Lebow ni nek Bakunin ali Marx potrošniško naravnanega kapitalizma, ni začetnik neke ideologije, je eden od ljudi, ki so takrat izrazili absolutno zaupanje v tovrstni sistem in na žalost je realnost našega sveta ta, da je Victorjev Lebowov bilo veliko in jih je še vedno preveč. Ameriški raziskovalci in raziskovalke iz različnih univerz in inštitutov, naravovarstvenih inštitutov iz ZDA, so leta 2015 izračunali, da je človeštvo od leta oziroma od 1950 let pa do leta 2015 ustvarilo 8,3 milijarde metričnih ton plastičnih izdelkov, ki smo jih večinoma tudi že odrabili in zavrgli. Ta številka je preveč enormna, da bi si jo kdorkoli od nas lahko pravzaprav predstavljal, zato bodi si dovolj, če rečem, da je to dovolj plastike, da bi z nje lahko ustvarili novo celino. Dokler bo naš svet oziroma svet dokler bo temu svetu prevladovala kapitalistična, potrošniško naravnana in v sodobnem času neoliberalna agenda, bodo seveda v ospredju samo stvari ali pa prevladovale bodo v ospredju stvari povezane z to mantro gospodarske rasti, ki naj bi nekako po ekonomskih nekih teorijah zagotavljale splošno izobilje za vse skupaj. Ampak kaj nam pravzaprav to pove? Če vemo, da živimo v svetu, v katerem je večina svetovnega bogatstva skoncentrirana v rokah peščice, sploh ne več korporacij, ampak dejansko fizičnih oseb, posameznic in posameznikov. To bogatstvo je čedalje bolj digitalizirano, ampak ne glede na to, še vedno sloni na pretiranem, nemogočem izkoriščanju naravnih virov in v splošnem uničevanju našega dejanskega planeta.
Tukaj bi navedel samo še to, da pač enostavno leta 2017 je več kot 20.000 znanstvenic in znanstvenikov iz 184 držav tega sveta podpisalo pismo, ki mu je naslov Opozorilo človeštvu, A Warning to Humanity. Gre za drugo tovrstno pismo. Prvo je bilo objavljeno leta 1992, drugo leta 2017 oziroma 25 let kasneje. Dva podatka bom navedel iz tega pisma. Prvi je ta, da se je, se opravičujem, zdaj bom bral, da se je v zadnjih 25 letih je število ljudi naraslo za 35%, količina dostopne pitne vode na osebo pa se je zmanjšala za 26%. In tako naprej, kar je pa še posebej alarmantno pa je, da je skupno število sesalcev, plazilcev, poživk, ptic in rib upadlo za 29% v zadnjih, ponavljam, 25 letih. Tu osebno nimam dodati kaj. Ta dva podatka sta dovolj alarmantna zase. Edino zaključil bil na osebno noto in sicer, da jaz sem svojo novinarsko kariero začel kot aktivist za pravičnejšo globalizacijo. To je bilo 20 let nazaj. Med drugim sem leta 2001 v Genovi protestiral proti neoliberalni agendi kluba G8, to je bilo junija 2001. In mi smo takrat zahtevali neko pravično globalizacijo. Slogan, ki nas je združeval različna gibanja širom sveta, bil napisan v vseh jezikih sveta, tako rekoč, je bil drugačen svet je mogoč. Mi smo v teh 2 desetletjih prišli do situacije, ko imamo pred seboj edino še slogan drugačen svet je nujen. Če smo se 20 let nazaj bojevali za pavšalno rečeno, preprosto rečeno, boljši jutri ali pa boljšo prihodnost, smo danes potisnjeni v situacijo, ko se moramo zavedati, da se bojujemo za to, da bomo sploh prihodnost imeli oziroma naši zanamci, pa če je čisto vseeno, ali bomo mi osebno imeli otroke ali ne. Za izhodišče tega pogovora sta 2 knjigi, in sicer prva je Zelena država, premišljanje demokracije in suverenosti. Napisala jo je avstralska predavateljica družbenih in političnih znanosti z Univerze v Melbournu. Druga knjiga z naslovom Odrast, podnaslov je pa Besednjak za novo dobo, je pa pravzaprav zbornik več avtoric in avtorjev. Ker sta ti 2 knjigi pravzaprav iztočnici za najino debato, bosta več povedali osebi, ki sta dejansko sodelovali pri slovenskih prevodih teh 2 del. Tako da na tej točki predstavljam v našem pogovoru, in sicer po vrstnem redu, kot si boste sledili, oziroma si bodo sledili najprej Ajda Pistotnik, raziskovalka in vodja projektov pri društvu Ena banda. Njen raziskovalni fokus je družbena blaginja, pri čemer se opira predvsem na miselne tokove, prakse in zavezništva od rasti. Sodelovala je tudi pri sami knjigi preomenjeni Odrast, Besednjak za novo dobo, za katero je napisala tudi predgovor. Sledil bo Denis Maraž, doktorski študent Ljubljanske fakultete za družbene vede na področju politične ekologije, ki je sodeloval pri prevodu preomenjene knjige Zelena država. Na to sledita pa še, in jo pravno tako lepo pozdravljam, Mateja Sattler, najvidnejša, verjamem, da ali pa ena bolj vidnih predstavnic društva Eko Anhovo in dolina Soča. Društvo se v omenjeni dolini zavzema oziroma bojuje za prenehanje uničevanja človeškega okolja, narave in za pač izboljšanje kvalitete življenja za vsa živa bitja v tem okolju, v tej naravi, se opravičujem. In kot zadnjo pozdravljam Andrejo Slameršek, ki je predavateljica oziroma profesorica kemije in biologije, je tudi naravovarstvenica in borka za prosto tekoče reke, med drugim je tudi predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije. Vsi skupaj zelo lepo pozdravljeni. Ajda, kot rečeno, bomo začeli pri tebi, in sicer
Sodelovala si pri knjigi Odrast, besednjak za novo dobo. Pa me zanima, če lahko začnemo pri nekem najbolj splošnem vprašanju. Verjamem, da vsi ljudje morebiti ne poznajo te knjige ali pač samega pojma odrasti, ki se ne pojavlja še veliko v našem javnem diskurzu. Pa me samo zanima, kaj pravzaprav je odrast in kaj je pravzaprav nekako, če lahko povzameš bistvo tegale zbornika in idej, kaj je ta besednjak za novo dobo, ki ta zbornik ki ga podaja v ta javni družbeni diskurs. Hvala, Erik, za besedo. Lep pozdrav vsi poslušalci in ostali gostje. Torej, v bistvu knjiga je izšla v angleščini, sicer že par let nazaj, 2014-2015, pri nas v bistvu je izvod izšel lansko leto. Pač v bistvu sam naslov je zelo pojemljiv, torej govori o tako imenovani ključni besedi odrast, ki jo na nek način bogatijo različni miselni tokovi. Torej, tukaj imam v mislih recimo okoljsko pravičnost, politično ekologijo, kritiko razvoja, avtonomijo, depolitizacijo, skrbstvo, skupnino, oziroma to v angleščini je commons. V bistvu hkrati gre za platformo, ki povezuje različne ideje in pa prakse, recimo, nisem imel še pri praksah ideje in pa teorije, torej vrhunec nafte, pedagogiko katastrofe, družbene meje rasti, na drugi strani dekolonizacijo imaginarija, tudi kapitalizem obravnava in tako naprej, ne. Ampak v bistvu hkrati ne gre samo za nek teoretični koncept, ki ga soustvarjajo neki znanstveniki, raziskovalci, ampak v bistvu gre tudi, tako kot sem rekla, gre za neke prakse in pa politike, strategije, nekateri bi lahko tudi rekli, da gre za nek način življenja. Tukaj imam v mislih recimo skupnosti povratka k zemlji, tako imenovane neoruralce. Poznamo prakse lokalnih valut, ekološke skupnosti, zadružništvo, v bistvu spodbuja se razmisleke o minimalnem in pa maksimalnem dohodku, govori se o zajamčenem delu, nam je mogoče tudi blizu praksa urbanega vrtnarjenja, zadnje čase zelo veliko slišimo o neki državljanski nepokorščini, med recimo finančno krizo se je veliko govorilo o reviziji dolga, recimo spodbuja ali pa zagovarja se tudi neke vrste, tudi sindikalno organiziranje in tako. Torej, tako kot si rekel, Erik, torej zbornik oziroma, kakor je naslovljen, besednjak za novo dobo, napisalo ga je več kot 50 mednarodno priznanih avtoric in avtorjev, v bistvu vsak je nekako strokovnjak za svoje področje. V bistvu je knjiga napisana na način, da je vsak v bistvu odgovoren bil za neko svoje geslo, ki je geslo besednjaka za novo dobo, ki pa v bistvu vsako geslo predstavlja tudi neko svoje poglavje, ki je približno dolgo neke 3 strani v knjigi. Pač knjiga nekako ima enako logiko, torej kot besednjak z gesli, je vsako geslo predstavljeno v bistvu preko neke definicije, kjer je razložen nek razvoj tega termina in potem se naredi neka navezava na samo odrast. Mogoče čisto kot zanimivost, recimo, mogoče mnogim pač poznana Silvia Federici, pač ko predstavi knjigo, v njej pač pravi, da bi jo pač morali prebrati tisti, ki si prizadevajo za izgradnjo odnosov brez izkoriščanja, saj ponuja vpogled v sistem alternativ kapitalizmu. In na drugi strani, recimo, pred kratkim preminuli David Graeber pravi, da v času, ko nam je politični, gospodarski in pa intelektualni voditelji zagotavljajo, da ničesar bistvenega ne moremo več postavljati pod vprašaj, ni nič bolj pomembnega v bistvu od gibanja, ki ga predstavlja odrast. Ali pa mogoče nam bližje Dušan Plut, nekdanji profesor na Univerzi v Ljubljani, torej pravi, da recimo koncept odrasti je eden najbolj obetavnih, sistemsko dodelanih in realističnih družbeno-političnih načrtov za reševanje okoljske, ekonomske, socialne in pa medgeneracijske
konfuzije, protislovi v pač v bistvu dan danes v tej civilizaciji. Torej, če nekako povzamem, knjiga je v bistvu oris temeljnega pojmovnega aparata za zagovor drugačne družbe, od te, v kateri živimo v bistvu danes. Tako, na kratko. Vsakič, ko bom imel enega od vas, da imamo pogovor, bom postavil še eno podvprašanje, tako da se razvije. Ta neka rdeča nit. Okay, prej sem omenil, Ajda, recimo, veš, ko je bilo to tako imenovano antiglobalistično gibanje, ki je bilo pravzaprav alterglobalistično gibanje, gibanje za drugačen svet. Ne? Pravzaprav to, kar smo mi poslušali od vodilnih svetovnih voditeljev, pa potem prek njihovih političnih lakajev v posameznih nacionalnih državah in potem preko medijev se je to tudi prenašalo, češ da ta sistem, ne, v katerem trenutno smo, ne, ta Lebov sistem, nima alternative, ne? There is no alternative, ne? Tina se je temu tako skrajšano reklo. Ampak mi vemo, zdaj vidimo, doživljamo tudi pravzaprav na globalni ravni, ne? Da je pravzaprav alternativa ne samo, da je mogoča, ampak je pravzaprav nujna. Ne? Ta sistem pa tudi kar tako se ne bo odpovedal neki gospodarski rasti oziroma tej mantri. Ne? Pa me zdaj zanima, koliko revolucionarno je pravzaprav govoriti o odrasti, razmišljati o tovrstnih novih vzorcih, ne? Kajti vsega se ne bo dalo rešiti z zadrugami, z vrtnarjenjem in tako naprej. Če malo karikiram, upam, da mi ne zameriš. Ampak vprašanje je pa splošnejše. Ne? Ja, v bistvu gre za, tako kot si že pač ti malo namignil, resnici odraz kot taka podaja kritiko gospodarske rasti, predvsem v bistvu gre za problematični kazalnik, ki se mu reče BDP. V bistvu zelo iz nekih jasnih stvari, torej ta kazalnik ne meri v bistvu dobrih in pa slabih stvari, med njimi ne razlikuje, kot hkrati v bistvu ne upošteva, ignorira v resnici neke koristne gospodarske dejavnosti, kot je recimo pač pri nas poznamo, ne vem, prostovoljno delo, gospodinjsko delo, ne upošteva v bistvu dobrobiti ekosistema in tako naprej. Ne? Tako da tle je to v bistvu zelo pač problematično in kot to pač postavlja pod vprašanje. Ne? Tako da v resnici pač pod vprašaj postavlja tudi na nek način v bistvu organizacijo družbe, ki jo v bistvu oblikujejo trgi oziroma logika trga in ustvarjanja vsakoletnih novih večjih dobičkov. Ne? In te novi večji dobički v resnici pač potem ponovno prispevajo k večji gospodarski rasti. Ne? Tako da, če se, pač ja, odgovor bi bil, da dejansko gre za preobrazbo družbe, gre v bistvu za neko ponovno ovrednotenje moderne vizije, rečemo temu obdobja, in zahteva, da se v bistvu odrečemo nedosegljivemu cilju, torej neskončni gospodarski rasti. Tako zelo v bistvu na kratko bi bilo pač to. Kar se pa samega termina odrasti mogoče tiče, v bistvu ja, termin pač v bistvu je nastal v angleščini 2008, drugače izhaja iz francoščine. V angleščini degrowth, pri nas smo se kar matrali s tem prevodom, nismo hoteli, da v bistvu je nerast, ful smo hoteli, da v bistvu kot ideja, kot sam termin v bistvu zavzema nekaj več, pač da sam termin nekako ne cilja samo na samo ekonomijo, ampak da v bistvu bi nekako vsem kot del glagola izražal neko ločevanje, oddaljevanje ali pa v bistvu kot nek konec nekega stanja. Tako da v resnici že sama beseda ponazarja pač to nek odmik od sistema, v katerem pač živimo dan danes. In če samo pač pogledamo v bistvu, kako se pač današnje politike v bistvu oblikujejo in kaj je pač pomembno, so pač fiskalne politike, in ravno te bi v bistvu morale meriti, kako dobro živimo in kako blizu planetarnih omejitev to v bistvu je, kar pomeni, da bi v bistvu mogli nekako količinsko znati ovrednotiti se reče biofizične kazalnike in na drugi jih znati tudi povezati z doseganjem socialnih oziroma družbenih kazalnikov. In ravno znotraj teh biofizičnih kazalnikov v resnici mislim tle na izpuste CO2-ja, na rabo naravnih virov in pa pesticidov, pa neko porabo, onesnaženje, recimo tudi voda, spremembo rabo tal in tako naprej.
Tako da v bistvu, ja, definitivno bi šlo za neko predrukačenje. Zdaj, v kakšni meri radikalno bi to bilo, je pa zdaj neka stvar interpretacije, ne? Ampak sigurno v smislu nekega razmisleka sistema, kako je pač in danes organiziran, na čemu temelji, kaj se razume kot razvoj in kaj v bistvu, kakšne vrednote si sledijo ven iz tega, ne? Potem dejansko, ja, je pač to radikalna sprememba. Absolutno, in kot takšna, če bo to na koncu, če bodo to pot tlakovale ali jo pač narekovale podnebne spremembe in stvari, ki se dogajajo tu, ideologije zagotovo ne bo. V tem pogledu revolucionarno kot takšno ne, ampak da nas pa čakajo neki prevrati v prihodnosti, to pa z gotovostjo lahko rečemo najbrž res. Najlepša hvala. Jaz bi na tej točki pozdravil Denisa. In sicer, Denis, prvo vprašanje bi bilo, ker že pač izhajamo iz knjig, če lahko malo več povemo, ti si sodeloval pri prevodu slovenske knjige, oziroma pri slovenskem prevodu knjige, ki je v našem jeziku se imenuje Zelena država. Prej sem omenil, da je to napisala avstralska akademičarka, ne vem pa, če sem jo imenoval, pa se spodobi, da jo imenujem Robin Eckersley. Upam, da sem pravilno rekel, Denis, prosim, popravi me, če nisem. Zanima me, če lahko predstaviš v parih besedah knjigo, pojem Zelene države, predvsem glede na podnaslov Premišljanje demokracije in suverenosti. V kakšnih okvirih premišljanje demokracije in suverenosti, ko govorimo o tako imenovani zeleni državi? Prosim. Hvala, Erik, za besedo in lep pozdrav še z moje strani vsem. Torej, ja, kar se tiče avtorice, mislim, da se tudi sama ne bi pritoževala nad izgovorjavo, tako da hvala. Kar se tiče pa knjige, ja, to je bil v bistvu drugi v vrsti prevodov, ki jih z ekipo pripravljamo v okviru politično-ekološke edicije Oikos pri časopisu za kritiko znanosti. Zakaj smo se nekako odločili za ta prevod? Se pravi, v osnovi gre za to, da ko se z okoljskimi, ekološkimi vprašanji, problemi, ki zadevajo v osnovi naš način bivanja, pa ne samo človeških, tudi nečloveških biti, slej ko prej trčimo ob državo. Zdaj tukaj, kakor že avtorica tudi sama opozarja, teh teorij in kritik je mnogo, večina njih do države nekako ne špara s kritikami, pri čemer se strinjamo verjetno, da si jih ta tudi zasluži, ampak se avtorica vseeno posluži neke drugačne metodologije, se pravi, ki temelji na kritični teoriji in poskuša nekako preko razvoja države in njene vloge pokazati, se pravi, katere stvari lahko pri tem opustimo, zato ker pač njihova forma ne ustreza več obstoječim okoliščinam. Hkrati pa kje je pa prostor, da se pravi nekako državo razširimo v smeri temu, če moram reči, zelena država. Sprav, kot že naslov, oziroma kot podnaslov pove, sprav, je tukaj vključno vprašanje demokracije in suverenosti. Sprav, osnovno vprašanje demokracije se tu, oziroma demokratičnosti se tle nanaša na, se prav, vključevanje skupnosti v procese odločanja o njihovih lastnih pogojih bivanja. Kakor smo, mislim, kolikor lahko vemo, kolikor lahko vsakodnevno tudi mogoče, sploh v zadnjem letu, nažalost, preberemo, vidimo, da so neposredno prizadeti, vedno bolj izključeni iz sprave odločanja, mogoče vsaj soodločanja, glede načina reševanja problemov, hkrati pa pač tudi v bistvu glede nekega osnovnega vprašanja, s katerim se tudi med drugim, mislim, da v 5. poglavju avtorica ukvarja, se pravi, glede vprašanja sprave tega, kdaj bomo preskočili od sprave konstantnega tekanja, od reševanja enega problema k drugemu, k sprave konceptu razvoja, ki bo
neko tovrstno pojavljanje problemov v principu onemogočil. Zdaj, začel bi mogoče z umestitvijo, se pravi nekje, iz kje torej izhajamo. Zdaj, avtorica izhaja iz globalnega anarhičnega reda, kjer nekako pokaže, da ne glede na to, kakšno mnenje o državi imamo, še vedno se neke odločitve, tudi če se sprejmejo na nadnacionalni ravni, na koncu pač izvajajo preko, oziroma uveljavljajo, implementirajo preko držav. Se pravi, kakšna je tukaj vloga države in s kakšno državo imamo opravka. Se pravi, v osnovi obstoječ pač družbeni sistem nekako bi lahko povzeli kot z besedami, da gre za liberalno-demokratično državo. Zdaj, avtorica na njo naslovi pač dve temeljni kritiki, ki mislim, da sta tudi zelo dobrodošli za današnjo debato. Sprav prva je sprav državna forma, sprav gre za to, kako je pač ta sistem in koncept institucionaliziran. Sprav na kratko tukaj govorimo o administrativni državi. Gre za sprav zaradi svoje glomaznosti in vertikalnega načina odločanja, sprav za inherentno nerefleksivne strukture vladovanja. Na drugi strani imamo sprav liberalni značaj liberalno-demokratične države. Sprav tukaj gre za vprašanje sprav neke pristne javne morale, koliko ga ta značaj omogoča, koliko ga ta značaj ovira. Sprav v osnovi izhajamo iz tega, da neenakost med pač razredi, ki jih pač kapitalizem ustvarja, spodjeda pogoje za to, da bi pač vsi državljani v celoti koristili politično enakost, ki jo ta koncept obljublja. Se pravi, ne glede na to, ne glede na pravno pač zagotovljeno enakost, smo se, mislim, da vsaj zase lahko rečem, znašli v situacijah, ko mi to pač ni prav dosti pomagalo. Zakaj ne? Zato, ker pač gre za deprivilegirane, marginalizirane skupine, so pač preprosto iz še tega malo soodločanja, kar je ostalo, izključene. Če smo že pri ljudeh, o ostalih živih bitjih pa bi lahko še naprej debatirali. Zdaj, če to probamo nekako umestiti v se pravi koncept naslova današnje okrogle mize, pridemo do tega, da se trajnostni razvoj mogoče tam nekje v 70-ih letih razvil kot koncept in ga še danes, kako bi rekel, z njim po raznoraznih dokumentih opletamo z namenom reševanja problemov, ki pa jih v zadnjih 40 letih oziroma 50 nismo, oziroma še slabše, še poslabšali smo jih. Tako da, ne vem, mogoče bi na tej točki zaključil, da ne bom šel pregloboko, pa bi mogoče vrnil besedo Erik tebi. Hvala. Vprašanje je bilo, katere so največje ovire vzpostavitvi nečesa, čemu bi lahko rekli zelena država, ali pa katere so največje ovire pri sploh temu, da se podamo na to pot. Pa veš kaj, da bo malo bolj konkreten, ali lahko govoriva o tem vprašanju na recimo evropski ravni. Katere so stvari, ki jih morda tukaj opaziš, ali pa pri nas, recimo v Sloveniji. Če lahko še par besed o tem, čeprav si že neke stvari že namignil. Ok, ja, hvala. Zdaj, mogoče bi začel tle na strukturni ravni. Se pravi, ključni problem je, da se pravi, to, kar preučujemo, ni zgolj pač država, ampak je državni kapitalistični sistem, za katerega pač so značilna, v bistvu značilna, vsaj dve protislovje. Se pravi, država mora nekako zagotavljati si redne prihodke in to naredi tako, da v bistvu spodbuja gospodarsko pobudo. Zdaj, hkrati to gospodarstvo v bistvu zaradi pač lepo dobičku, kar je pač tudi inherentna značilnost pač takega tipa gospodarstva, ko ga imamo,
proizvaja v bistvu ekološke in okoljske hazarde. Spravi, tle štejemo razne nesreče, izlitja in tako naprej, pa slabšo kvaliteto bivanja živih bitij. Zdaj, osebno se mi tukaj zdi, da nas ta dinamika, mislim, te dve protislovji globoko ujameta in tudi neoliberalizem kot tak se je pač pojavil kot način reševanja problemov, v katerega smo še zmeraj ujeti, ne spravi v to ključno vprašanje padanja presežne vrednosti. Sprav, ta problem je bilo nekako treba rešiti in okoljska tehnologija se je zdela in se še vedno zdi idealna, ne. Se pravi, če nakratko povzamem, smo v 50 letih spremenili samo to, da zdaj uporabljamo tehnologijo, ki takrat ni bila razvita. S tem, da se je okolje še dodatno degradiralo, ne. Se pravi, gre za neko dinamiko, ki ne gre za statičnost, ne. Tukaj moramo biti zmeraj pozorni. Se pravi, ta dinamika kroženja, spravi, konstantno reproducira te hazarde. Zdaj o nekaterih vemo več, o nekaterih vemo manj. Navadno dobimo pač novičke iz Evrope, pa še te bolj skope, razen iz pač parih držav. Spravi, kaj je tle ključno, ko si omenil Evropsko unijo? Spravi, ne smemo pozabiti tukaj na razmerja moči. Mislim, radi rečemo, da je 28 držav članic. Mislim, da smo lahko odkriti sami sabo, pa si rečemo, da so mogoče 3 izmed njih tiste, ki to politiko pač bolj usmerjajo. Zdaj, še vedno ostajamo pri temu, čeprav rečemo temu mogoče nadnacionalni sporazumi, da se v posameznih državah, da se ne glede na to, da so sporazumi sprejeti skupno v posameznih državah, glede na pač pogoje posamezne države, te sporazumi različno implementirajo. Zaradi tega pač in v odvisnosti od razmerij moči pač pride do razlik. Gre za pač pogajalska izhodišča in nekatere države si pač tukaj priborijo bombončke. Kje je osnovna ovira? Osnovni prelom je po mojem mnenju še vedno v samem ustroju držav, kakor sem omenil prej. Se pravi, ta administrativni sistem s svojim načinom reševanja problemov preprosto in z ljudmi, ki so tam zaposleni, ne smemo pozabiti. Vedno, ko govorimo o sistemih, govorimo o ljudeh, ki nekje pač delajo, o konkretnih akterjih. To niso sami sistemi, ne, osebe. To nam rado uide. Preprosto niso dovolj refleksivni, niti ne zaradi pač omejitev, ki smo jih prej omenili, ne grejo izven tega okvira. Sočasno pa lahko opazimo, kako se pač javna sfera prebuja. Zdaj, pa ne, da se samo v zadnjem času, to lahko pač, mislim, z neko analizo pač pokažemo, da to ni od danes, ampak že pač se dogaja že vrsto let. Kaj se zgodi? Se pravi, predlogi, ki so za ohranjanje obstoječega sistema koristni, so sprejeti. Predlogi, ki pač so radikalni v smislu predrugačenja, so pa pač preprosto opuščeni, marginalizirani oziroma jim je odvzet odmev, beseda, medijska pokritost. Tako naprej. Tudi trajnostni razvoj se na tak način v bistvu omogoča ravno takšno pač depolitizacijo, spravi, gre za neko, tako tle bi se navezal mogoče na Ajdo, spravi neko poblagovljenje v imenu tega trajnostnega razvoja. Spravi, ja, omejitev je na večjih ravneh več. Spet tukaj nasloviti kritiko, mogoče ali na posamezne države ali na celo Evropsko unijo, še vedno gre za probleme, ki jih je treba reševati na vseh ravneh sočasno. In tukaj je, mogoče ni preprosto, mislim, vsaj sam nimam preprostega odgovora na to, ampak mogoče delati na vseh ravneh, to bi bilo tako kratka odskočna, mogoče desnica. Absolutno se strinjam, potrebno je delovati in razmišljati in govoriti, ampak seveda s poudarkom na delovati
na vseh ravneh, recimo s poudarkom, bi jaz rekel, na mednarodni ravni. Nedavno je na pobudo švedskih parlamentarcev, pa ne nujno samo na njihovo pobudo, prišlo do iniciative, ko so se začeli povezovati in se zdaj trenutno povezujejo nekateri od vodilnih ali pa prepoznavnih strokovnjakov mednarodnega prava, ki poskušajo to mednarodno pravo nadgraditi na način, da bi zločini zoper naravo ali pač okolje, da bi se te zločine izenačilo z zločini zoper človeštvo. Tudi ko je govora o genocidu, kajti tudi tovrstni primeri obstajajo oziroma grožnje določenim skupnostim obstajajo, ne? Ker o suverenosti držav kot takšnih ne moremo več govoriti, če ima ena država v lasti, tako kot se reče, pljuča sveta in se odloči ta pljuča uničiti, ne? Tako da zdaj bi pa jaz to uporabil za iztočnico oziroma utočnico, da pridemo do Slovenije, da se začnemo pogovarjati zdaj. Tukaj bom se vrnil tudi še k tebi, Denis, in k tebi, Ajda, kasneje, da se pogovarjamo o razmerah pri nas, ne. Pa gremo se, Mateja, dotakniti, prosim, kar Anhovega, ne. Ti si, kot je bilo prej na začetku omenjeno, vidna predstavnica društva Eko Anhovo in dolina Soča. In me zanima, kako je s temi stvarmi pri nas. Torej, ali obstaja zakonodaja, ki bi in v katerih primerih da in v kolikšnem obsegu da kaznovala tovrstne zločine. Kakšen je primer Anhovega, ki pravzaprav že desetletja trpi zaradi različnih človeško ustvarjenih katastrof, ne. Vem, da si že velikokrat govorila o tem, vem, da je o tem tudi že marsikaj znanega, ampak potrebujemo za nadaljevanje debate, da ohranimo to rdečo nit, recimo eno predstavitev, kaj je Anhovo do zdaj že doživelo in kaj doživlja recimo tudi še vedno. Tako da prosim. Mateja, moraš se odmutati. Ja, sem že videla, da je mikrofonček bil. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Zelo nazoren in zelo lep uvod ste imeli že na začetku, no, prav od tega v bistvu množičnega potrošništva, ki smo mu danes priča in je v bistvu tudi na nek način deloma sokriv za težave, ki jih imamo mi tukaj v Anhovem. Zdaj, jaz bi se sfokusirala v glavnem na stvari oziroma na težave, ki zadevajo prav nas tukaj, ne. Mi v bistvu živimo na zelo lepem delu Slovenije, zelo lepa je Soška dolina, zelo zelena, smaragdna, vendar pa tukaj v srednjem Posočju imamo pač žal en velik problem, ne. To je cementarna Salonit Anhovo, ki je tukaj prisotna že 100 let, drugo leto, torej 21, bodo praznovali 100. obletnico svojega obstoja. Tovarna Salonit Anhovo ima ima zelo težko breme preteklosti, no. V preteklosti so izdelovali azbestno-cementne izdelke in zaradi tega je potem tudi zelo veliko ljudi, ki so bili izpostavljeni tem azbestnim vlaknom, ki so škodljiva in rakotvorna, torej je obolevalo, umiralo in ljudje še danes obolevajo za temi posledicami, ne, tako da tudi zdravstvena stroka si je nekje bila enotna, da bo ta v bistvu plato bolezni, torej nekje vrhunec teh bolezni prišel na površje okrog leta 2020, vendar pa sedaj ugotavljajo, da mogoče to še ni to, no, tako da v vsakem primeru je v bistvu azbest tema oziroma problem tako preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ne. No, azbesta seveda ne uporabljajo več, sedaj, torej uradno je od leta 96 prepovedan, tudi se ga ne sme več uporabljati, vendar pa je na to v bistvu že preteklo industrijsko onesnaženje, ne, srednje Soške doline, se zgrnilo nekaj drugega, no. Trenutno v Salonitu Anhovo, torej v cementarni, pridobivajo gorivo
z sežiganjem oziroma s sosežiganjem odpadkov. Gre v bistvu za zelo velike količine odpadkov. Trenutno imajo okoljevarstveno dovoljenje za 89 različnih vrst odpadkov in na letni ravni jih sosežgejo približno 109 tisoč ton, eno malenkost manj. To je preračunano približno 300 ton teh alternativnih goriv oziroma odpadkov oziroma po domače smeti na dan. 300 ton. To je v bistvu številka, ki si jo zelo težko predstavljamo. In v bistvu, ko te odpadki oziroma to predelano gorivo, oni temu rečejo strokovno alternativna goriva, 3D odpadki, torej ko te stvari izgorevajo, seveda tvorijo neke izpuste, torej neke kemijske, neke elemente, neke izpuste, emisije, ki se nalagajo v naše okolje, v našo naravo in nenazadnje tudi v nas ljudi, ki tukaj živimo. Zdaj na začetku, oziroma vprašanje je bilo glede zakonodaje, kako je to področje urejeno. Zakonodaja na tem področju seveda obstaja in v bistvu to področje na nek način ureja. Tudi recimo, če greste vprašati v tovarno, vam bojo kot v bistvu prvi odgovor pravzaprav pomahali z vsemi možnimi dovoljenji in papirji, ki jih imajo, tako da v bistvu ne moremo jim očitati, da delajo karkoli zakonitega. Tako je bilo, oziroma zelo podobno je bilo tudi v času, ko se je uporabljal še azbest tukaj v Salonitu Anhovo. Tudi takrat je bila zakonodaja taka, da je dovoljevala zelo veliko količino teh azbestnih vlaken v kubičnem centimetru zraka. Takrat mislim, da je bila številka 173 teh vlaken na kubični centimeter, zdaj je zakonodaja oziroma zdaj je ta številka nič, tako da sedaj ni dovoljeno več nobeno vlakno. Tako da tukaj vidimo, da v bistvu zakonodaja obstaja. Drugo vprašanje oziroma bistveno bolj smotrno vprašanje je, ali ta zakonodaja ščiti zdravje ljudi, okoličanov, naše narave in pa nenazadnje tudi habitatov naravnih. Seveda je po našem mnenju odgovor ne in prav s tem se društvo ukvarja oziroma prav v to smer usmerja v bistvu največ energije. Društvo Eko Anhovo se pravzaprav zavzema za spremembo zakonodaje, torej da bi le to zakonodajo ustrezno spremenili oziroma jo ustrezno zaostrili. Kajti mi večkrat rečemo, da smo prebivalci iz srednjega Posočja pravzaprav tretjerazredni državljani, niti ne drugorazredni, kajti drugorazredni so tisti, ki živijo v okolici sežigalnic odpadkov, ki tudi imajo nek nadzor in neke določene mejne vrednosti izpustov. Pri sosežigalnicah oziroma pri cementarnah je ta meja postavljena bistveno nižje in zato je sosežigalnicam oziroma cementarnam dovoljeno emitirati bistveno višje količine teh plinov, predvsem plinastih snovi v ozračje, ki so seveda polne težkih kovin in pa tudi drugih potencialno nevarnih in rakotvornih snovi, ki se nalagajo v nas samih. Tako da v bistvu zakonodaja je na nek način vedno pravzaprav kompromis med lastnikom kapitala in politiko. Kajti vedno je postavljena oziroma je pisana na kožo tistemu, ki ima vire oziroma ima denar. V srednjem Posočju oziroma tukaj v Soški dolini se je v 100 letih izkazalo, da zakonodaja, čeprav je vedno obstajala, ni bila nikoli pisana oziroma ni bila nikoli postavljena za malega človeka, ne vem, za nekega Toneta, ampak je bila vedno pisana na kožo lastnikom kapitala, ki so potem preko politike v bistvu poskušali to zakonodajo potem tudi spisali in jo udejanjili tudi. Mi zelo velikokrat poslušamo tudi, kako zelo lepa in zelena je Slovenija.
In jaz se tudi tukaj na tej točki v bistvu ne bi čisto strinjala, kajti imamo mesta oziroma mestna središča, ki so zelo lepa, zelo urejena, recimo zelo dobro nam gre menda tudi pri recikliranju odpadkov in tako naprej, ampak če recimo skrenete malo s poti, ne vem, iz mestnih središč, greste v naravo do prvega gozda Obrežja, prve reke, boste ugotovili, da v bistvu realnost ni tako zelo zelena, kot si jo mi predstavljamo, oziroma tako zelena, kot mi govorimo, oziroma bi radi slišali, da je, ne. Tako da na tem mestu bo potrebno, se mi zdi, še veliko dela oziroma še zelo veliko izzivov nas čaka v prihodnosti, ne, v tej smeri. Tako da tudi, ja, no, na nek način, torej, ko se že pogovarjamo, no, ali je zelena gospodarska rast mogoča, no, v bistvu en tak zelo velik izziv imamo, se mi zdi, no, mi vsi skupaj kot družba, kajti pri blaginji oziroma pri navadah, ki smo jo potrošniki razvili skozi desetletja, bomo v bistvu morali se zelo potruditi, da bomo pač naredili bodisi kakšen korak nazaj oziroma kakšen korak v čisto drugo smer od smeri, v katero sedaj hodimo, no, tako. Toliko za začetek, no, oziroma uvod, tako da predajam besedo nazaj. Samo še eno podvprašanje, bom poskušal biti kar se da kratek. Veš, kaj je bilo super, recimo letos, septembra je bil, ne, protest v Anhovem, ne, in takrat je bilo odlično priti v Anhovo, torej priti v Anhovo in videti tam ljudi, ki so se pripeljali od resnično iz številnih krajev in, kaj pa vem, regij iz Slovenije in tudi, kot je bilo slišati, tudi iz tujine, ne, torej iz neke neposredne soseščine. In nas je bilo resnično 500, če ne celo več, čutil se je ta naboj, čutila se je neka podpora, neko razumevanje in tako naprej. Ampak moram postaviti vprašanje, ko vi kot društvo Eko Anhovo in Dolina Soče naslavljate ta vprašanja na javnost, na medije, pustimo zdaj politike in interese, katerim oni vse prevečkrat služijo, ampak kar se tiče širše javnosti, ne, ko naslavljate ta vprašanja, to okoljsko in naravovarstveno tematiko, onkraj Doline Soče, koliko dobro je to poznano, koliko je razumevanja, koliko je tukaj neke podpore, neke solidarnosti, ampak v končni fazi, koliko je razumevanja za probleme, recimo, ki jih doživljate vi v Anhovem, v celi pravzaprav dolini, ne. Je to morda tudi en izziv, kako privesti, kako ta boj pripeljati v nek širši javni diskurs in pravzaprav sporočiti, da to, kar vi doživljate, ne doživljate samo v Dolini Soče, ampak se odvija marsikje in napovedi so temačne, še marsikje se tudi bo, ne. Pa me zanima, če razmišljate kaj o tem, oziroma kakšno je tvoje mnenje, tako na kratko o teh zadevah? Mi v društvu, mi ocenjujemo, oziroma se nam zdi, da je ta podpora, oziroma da imamo zelo veliko podporo, no. Zelo veliko recimo sodelujemo, oziroma podpore imamo tudi onkraj meje, ne, kajti Soča se ne ustavi na meji, gre tudi čez, pa zrak tudi, ne. Tako da se mi zdi, da se zavest ljudi spreminja v tej smeri, no, da vseeno neka načelna podpora je in da ljudje prepoznavajo, da to, kar se dogaja tukaj pri nas, da ni okej, da je narobe in da v bistvu so prebivalci oziroma smo tukaj res v nekem takem podrejenem oziroma diskriminatornem položaju tudi nenazadnje, ne. Tako da podpora se mi zdi, da je, no, in se širi. Nam se je pa prav približno eno leto nazaj, no, prav v tem času je bilo, se nam je sicer zgodilo nekaj, kar je zavrtelo kolesje pravzaprav čisto v drugo smer, ne. Prvič v zgodovini Slovenije, vse, kar je meni znano, no, se je zgodilo to, da je skoraj 600 zdravnikov in zobozdravnikov iz celotne Slovenije
napisalo oziroma apeliralo na odločevalce, naj na že degradiranih območjih, onesnaženih območjih, za tako zelo slabo zdravstveno sliko prebivalstva, kot je tukaj v Srednji Soški dolini, naj pri podeljevanju okoljevarstvenih dovoljenj oziroma dovoljenj upoštevajo tako imenovano načelo previdnosti. Ta zdravniški poziv, ki so ga naslovili javni, ki so ga naslovili na odločevalce, je v bistvu bil en tak res velik impuls in je potem tudi v medijih sprožil en tak zelo velik medijski odmev, širši odmev. Tako da od takrat se mi zdi, da se res precej bolj govori o tem. Seveda so težave že od veliko prej nastale, tako da to so težave, ki imajo že zelo dolgo brado, ampak se mi zdi, da prav v tem zdaj zadnjem letu, da se je res zelo veliko zgodilo na tem področju in da se tudi ljudje da so se ozavestili na nek način, da razumejo, da je to narobe in tudi podporo, ki jo dobivamo, recimo je tudi vedno širša. Na Facebooku nam sledi vedno več ljudi, kontaktirajo nas, recimo v zadnjem letu nam je zelo naraslo članstvo tudi, tako da podpora definitivno je, in to pozdravljamo, kajti samo neka res velika oziroma kritična masa ljudi je potem močna oziroma zmore toliko moči, da lahko potem vpliva tudi na neke spremembe v prihodnosti. Najlepša hvala, to je bilo res odlično je slišati tudi tovrstne stvari, da ni vse slabo. Zdaj bom pozdravil Andrejo, ampak vam trem, Ajda, Denis in Mateja, pa dajem par minut v razmislek na neke sklepne besede, kar vas bom vprašal kasneje, tudi Andrejo, ampak za vami. Glede na raznovrstnost, biotsko raznovrstnost Slovenije, glede na našo majhnost, pa tudi naravno bogatost, ki jo imamo, kljub tej majhnosti, kako bi bila recimo zelena gospodarska rast pri nas mogoča. Pa če že ne zelena gospodarska rast, kako bi lažje mi recimo šli v smeri neke trajnostno bolj naravnane družbe in kako bi mogoče lahko bili zgled, tako kot so lahko zgled celemu svetu podobno majhne skandinavske države. Ampak preden pridemo in potem odpremo seveda debato za publiko, ki jo še enkrat lepo pozdravljam. Če bo kdo imel kakršnokoli vprašanje, bo seveda dobrodošel oziroma dobrodošla. Do takrat pa lepo pozdravljena tudi ti, Andreja. Hvala, ker si se nam pridružila. Najprej eno vprašanje vezano za širšo sliko v Sloveniji. Namreč ti si bila angažirana, aktivna tudi pri kampanji Rešimo Muro, med drugim tudi proti gradnji hidroelektrarn na Savi, če se ne motim. Pa me zanima, da ti postavim konkretno vprašanje. Beremo na redni ravni, ne samo o problemih, ki se vlečejo iz preteklosti, takšen primer je seveda zagotovo Anhovo, ampak beremo o vedno novih posegih, tako v naravo, kot posegih, ki nadaljnje še naprej degradirajo človeška okolja in tako naprej pri nas. Pa me zanima, kakšna je situacija na celotnem tem področju letos. Ali se s to vlado, ki jo trenutno imamo, stvari radikalno poslabšujejo, ali pač govorimo samo o nekem splošnem trendu, ki se razvija že leta in leta, ampak na njega morebiti nismo vsi ljudje dovolj pozorni. Prosim. Ja, hvala. Pozdravljeni še z moje strani. Kar se tega tiče, naprimer, če se navežem na Anhovo in nasploh na Slovenijo, bi rekla, da Slovenija imamo cel kup takih vročih, črnih točk, ki jih nosimo kot posledica preteklosti, neustreznega delovanja, tudi recimo, kar se tiče neustreznega upravljanja z rekami. Prav tako imamo primer reko Dravo, kjer imamo že v bistvu 100 let hidroelektrarne in v bistvu so ekološka katastrofa na območju pač Podravja.
In v bistvu še treba povedati, mi smo celo intenzivna pokrajina in ne samo, da nam je ta zajezitev rek povzročila upad podtalnice za več kot 20 metrov, tudi imamo resne težave z onesnaževanjem s kmetijstva. Vemo, da imamo stare te pesticide še vedno v vodi, kot so atrazin, ki so močno kancerogeni. Vemo, da je pri nas ogromno raka prav tako in tudi konec koncev ta atrazin pač povzroča tudi levkemije. Kar se tiče z nastopom te nove vlade, jaz bom rekla, da do zdaj nobena vlada sploh ni imela posluha, sploh se ni zavedala, kaj je to zeleno. Promovirali smo se ves čas, kako smo zelena dežela, dejansko pa smo iz leta v leto samo slabšali stanje. In treba tu povedati, da tu pač ne gre samo z vidika tega, kako mi spremljamo, ko vrste zginjajo, s tem, ko vrste zginjajo, ko zginjajo habitati vrst, v bistvu dejansko tudi ugotavljamo, da izgubljamo svoja osnovna zemljišča, recimo za pridelovanje hrane, potem osnovne funkcije rekam odvzemamo, ki v bistvu napajajo našo podtalnico, bogatijo našo podtalnico, čistijo našo podtalnico in vemo, da je to zelo pomembno, da ohranjamo te ekosistemske funkcije, namreč ni tehnologije, ki bi lahko nadomestila to, kar naredi narava. Za primer, prečiščavanje pitne vode. Če imamo mi čisto izvirsko vodo, z vsemi tistimi potrebnimi minerali in brez dodatnih kemikalij, ki jih potem potrebujemo za to, da v nižini reko očistimo in naredimo pitno, vemo, da je klor strupen in danes imamo močno klorirano vodo in Pomurje in Podravje, v bistvu, če primerjaš z Ljubljano, tukaj voda sploh ne oddaja vonja, tam je tako močen vonj po kloru, da sploh ne moreš niti dihati, ampak ljudje so se navadili in to normalno pijejo in to je postalo nekaj normalnega. Kaj pa je zdaj v bistvu za to vlado prišlo, je pa to, da dejansko že na področju narave imamo recimo zelo dobro zakonodajo, ki se pa je v Sloveniji ne izvaja, se pravi, dokler ni tožnika, ni sodnika, varstva narave v Sloveniji praktično ni, ne moremo o tem niti govoriti. In kaj se zdaj dogaja, da recimo vlada, ko je pač ta trenutna, ko je naletela na upor, ko smo se dejansko začeli boriti tudi za naravo v Sloveniji, je začela spreminjati drastično zakonodajo in posegati na vsa področja zakonodaje. Srečo imamo to, da smo del Evropske unije in da smo se s tem zavezali tudi upoštevati evropsko zakonodajo, tukaj imamo habitatno ptičjo direktivo, vodno direktivo, protipoplavno direktivo, to so direktive, ki v bistvu vseh je cilj k temu, da gremo nazaj k naravi, nazaj vzpostavitev teh ekosistemskih funkcij in dejansko v bistvu živeti nekako v sožitju z naravo na sonaravni način, ker edino to nam bo zagotovilo obstoj človeštva. Vemo, da narava je tista, ki nam ustvarja zrak, ki ga dihamo, narava je tista, ki nam daje pitno vodo in narava je tista, ki nam daje rodovitna tla. Vemo recimo, da v Sloveniji niti več rodovitnih tal nimamo, da so naše njive mrtve z tem intenzivnim kmetovanjem, vendar pa tem stvarem se v Sloveniji ne posveča pozornosti. Vemo, da vsako leto z temi subvencijami celo spodbujajo še večje uničevanje, še večje zastrupljanje, potem pa tudi pod nekimi markami ekološka pridelava. Verjamem, upam si trditi, da večina je daleč od ekološke pridelave, o tem, kar bi se morali pogovarjati. Tako da jaz bi rekla, da je v Sloveniji stanje katastrofalno, živimo na nekih starih lovorikah, ko bi rekla, da smo prišli ven, jaz pač nimam spomina iz Jugoslavije, kako je to potekalo, ampak bom rekla, z osamosvojitvijo iz Jugoslavije smo dejansko še imeli precej narave, vendar pa največji strup in uničevali so nam reke Avstrija, z vso težko industrijo in nam vse spuščala. Še danes recimo tudi te posledice nosimo, ko nam iz avstrijskih hidroelektrarn v mulju, ko so ti stari odpadki od industrije in ko oni čistijo ta mulj po slovenskih rekah, spuščajo iz avstrijskih, na primer po Dravi in Muri navzdol in to se ta strup tudi pri nas dodatno odlaga. Tako tudi danes recimo marsikdo pove, da je pač Ptujsko jezero greznica, vse te stare industrije, mariborska greznica in pa seveda od Avstrijcev tudi še vedno dobivamo. Problem imamo tukaj, da dejansko se v naši državi vsi nekako, kako bi rekla, smo hlapci,
ne zahtevamo naši predstavniki, ti naši voditelji oziroma karkoli že pač so, in nas celo razprodajajo drugim državam. Ne, se pravi, ne zaščitijo naše vire pitne vode, ne zaščitijo naših kmetijskih zemljišč in konec koncev tudi zaradi uničevanja narave in vseh teh starih grehov in tudi trenutnih, kar se dogaja, dejansko smo ljudje na Dravskem polju recimo celo poplavno ogroženi zaradi vseh teh zadev. Ne. Se pravi, vse stvari se seštevajo in je samo katastrofa, katastrofa, katastrofa. In vse, kar pol rešujemo pa na taki način, da pač gradbeni lobi pri tem veliko zasluži, enostavno pač tu ni nekega razumevanja za neko skupno dobro, ampak se gleda pač spet za posameznike, da bo pač tisti interes in pa da bi določeni osebki zaslužili. Je pa res, da o tem v medijih se večina ne govori, recimo tudi, ko se dostikrat govori iz naših koncev o nepitni vodi in tako, da mi sploh pitne vode tam nimamo, se pač to v medijih ne pojavlja, kje pa so še potem kakšne varstvo narave, ne, če še o takih osnovnih stvareh, kot smo tudi pri Mateji slišali na Anhovem, kar se dogaja, ne. Tako da stanje je v Sloveniji alarmantno. Ne predstavljam si, kdaj bomo dosegli ta preboj. Jaz vidim, ne, mogoče me bo kdo zdaj kritiziral, jaz mislim, da je velik problem to, da vodijo našo državo in pa mogoče tudi druge države stari ljudje. To so ljudje, ki bi po mojem mogli se umakniti, ker to je dejansko še živijo v tistih starih, vse je treba graditi, betonirati, ne vidijo čez to. Jaz sem recimo zgrožena tudi nad profesorji na gradbenem faksu, kjer jih v bistvu učijo stvari, ki so v bistvu že zastarele in to res zastarele. In dokler ne bomo imeli vse, mislim, pri mladih vidim da se vedno večja ta ozaveščenost, saj tudi dejansko je logično, ne, ker če jaz gledam že, jaz sem dosti manj dobila od narave, ko poslušam starejše, mladi nimajo več od narave v bistvu skoraj nič, borimo se za zadnje koščke in pa dejansko tudi, če še tu so te stare grehe spet, ne, jaz ne vem, kako se bodo to spet bodoče generacije spopadale, recimo mi pri nas na Dravskem polju imamo ogromno starih gramoznic, ki so zasute z strupenimi odpadki, ki so jih iz industrij različnih vozili v sodih, ki so pa danes začeli recimo preparevati in se zdaj vse skupaj steka to tudi v podtalnico. Tako da glede na to, kako hitro in pa tudi od osamosvojitve Slovenije smo mi za enaki odstotek, kot smo bili pozidali zdaj površin. Ne, in kar pomeni v bistvu, in to vse, kar se kaže, vse težave, ki jih imamo okoljske, to so v bistvu posledice, ki se samo nalagajo. In enkrat verjetno bo prebilo to mejo, ampak takrat vprašanje, če bojo obstajale za to rešitve, ne. Zagotovo pa o kvaliteti življenja sigurno bodoče generacije niti približno ne bodo imele take, kot smo mi, čeprav smo že bili mi močno oškodovani. Poslušamo dedke, babice, kako so se kopali v potokih, ne. Danes bomo mi skočili v potok, boš v betonsko škarpo priletel, ne, pa po možnosti niti ni noter vode več, zaradi tega, ker je vse zabetonirano, zaškarpirano in s tem bistvu, ko uničujemo naravo, režemo vejo sebi in z vsemi tehnologijami, ki so slabi nadomestki tega, je v bistvu to so slabe rešitve, seveda s tem povezano pa tudi, ne, ko gre naravi slabo, gre človeku slabo in s tem vzporedno grejo tudi bolezni tudi pri ljudeh in vse od stresov vsega. Vemo, da ne, ko smo pod največjim stresom, najboljši psihiater je narava, definitivno. Greš v naravo, ne, lahko se stečeš, zdereš in pa tisti mir, ptički, veter, šumi, ko ti pomirijo, ne. Tega ti nihče ne more dati, to ti lahko da samo narava, je pa vprašanje, koliko se tega zavedamo. Zagotovo naša trenutna politika ne, tudi v bistvu razmišljajo samo o sebi, ne o bodočih generacijah in pa tudi vemo to, ne, na kar bi mogli biti oni še posebej pozorni, da vkolikor bojo tako ekstremno te uničevanje narave in pa okolja povzročali, da bojo slej ko prej tudi vojne, ne. Tako kot si sam prej omenil, recimo to z izgubo pitne vode, ne, ki v bistvu, recimo Slovenija smo del Alp, ki se imenuje vodni stolp Evrope in danes v bistvu veliko območij v Sloveniji sploh pitne vode nimamo, ker imamo na tak in na drugačen način onesnaženo. Mogoče toliko. Okej, ampak vseeno, ne, strinjam se z Matejo in verjetno se vsi pravzaprav tega zavedamo,
To je bilo tisto moje vprašanje Mateji prej, ker sem rekel, koliko je razumevanja onkraj doline Soče. Pravzaprav sem besedo razumevanje, nisem pravilne besede uporabil, hotel sem reči zavedanje. Jaz se strinjam s tem, da je zavedanja vedno več. To dokazujejo pravzaprav tudi nekateri protesti in avtonomne akcije, ki jih izvajajo mladi. Torej mladi za podnebno pravičnost in tako naprej. Njihovi protesti so bili številčni tukaj v Ljubljani, pa tudi drugod. In to je tisto, kar je absolutno super, ko vidiš te plakate, te slogane, ki so jih sami pisali in kaj na njih piše, da enostavno znajo enačiti socialno enakost, pravičnost, podnebno pravičnostjo, da razumejo tukaj to povezanost in tako dalje. Ker si bila in njihova jeza je pravičniška. Jaz jim to tudi povem. V mojih očeh lahko oni delajo karkoli hočejo, zato da obvarujejo tisto, kar smatrajo, da morajo obraniti, da sploh imajo prihodnost. Tako da mene zanima, da rečeva kot podvprašanje, vendarle si se zelo angažirana, si se zelo angažirala, pardon. Koliko je tega povezovanja po Sloveniji? Kaj pravzaprav mi še potrebujemo? Poleg tega, da govorimo o teh stvarih, da te tovrstne pogovore posnamemo in jih damo na internet in tako naprej. Kaj je treba še narediti? Do kje lahko grem? In koliko tega povezovanja pravzaprav je? Koliko ga je? Jaz bom rekla tako, da tega povezovanja je izjemno veliko, da dejansko tudi recimo Slovenija smo v samem vrhu po tem, koliko nevladnih organizacij imamo, in tudi potem tudi z tega družbenega vidika in humanitarnih, tudi recimo gasilci in take zadeve, vsi se zavedam, vsi smo od tega odvisni, tako da povezovanje je. Problem pa je, da ni ljudi, ki bi delali na tem. Mi recimo smo ekipa, ki smo že precej izčrpani, več enostavno ne zmoremo, poleg tega so še družine, službe, vse je zraven, ko je, in vse delati na prostovoljstvu je v bistvu brutalno. In tudi je največji problem, ker recimo našo društvo klicarijo kar naprej in dejansko mi fizično ne zmoremo, ne moremo nikomor pomagati. Je pa problem ta, da v bistvu ni ljudi, ki bi se s tem ukvarjali in to delali. Tudi večina v bistvu nima interesa, zato ker to je pač dejansko, zdaj ne vem, kako je pri mladih, ta naša generacija in to, ko smo, v bistvu ni noben pripravljen sedeti cele dneve in par tisoč strani prebrati v enem tednu in spisati pripombe in potem vlagati se tožbe in pritožbe. Drugi problem pa je, da se dejansko potem, recimo tako, ko imamo primer na Spodnji Savi, ko se v bistvu cela ta klika spravlja recimo na Društvo za ribe, na mene osebno, da ne govorimo napadi na lokalno prebivalstvo, in to ne gre samo, da bi to bili ljudje recimo hidroelektrarne na Spodnji Savi, ampak to v bistvu ugrabijo in občino, potem imajo inšpektorje lokalne pod svojim in ti inšpektorji potem sprožajo naprej za postopke proti nam, kazni nam pišejo, bi smo prisiljeni se braniti, iti na sodišča, potem še je tako, da ta lokalna sodišča, ko so okrajna, še je to problem, da v bistvu tudi tu so povezani med sabo in da ni niti v bistvu poštenega sojanja. In recimo tam lokalno smo pripravili kar nekaj prijav za policiji zaradi groženj in izsiljevanja, vendar pa si potem ljudje niso recimo niti upali v to, ker to si noben ne predstavlja, to ni pač samo, da prideš pa poveš, ampak to je iz vseh strani, to ti od vlade do investitorjev, do zaposlenih na ministrstvo, to pač vsi izvajajo z vsemi možnimi vzvodi, ki jih imajo na voljo, je v bistvu napad na ljudi. In to se celo spravijo na družine, kateri smo v to vključeni, tako da to niso heci in dejansko mi nimamo tudi nobene zaščite, nam je edina zaščita potem to, kar imamo recimo, nimamo je praktično, koliko se vemo sami braniti in enostavno se ne pustimo ustrahovati. Dejansko pa edina stvar, ki izkazujemo, da kako vse nezakonito poteka, pa je, kar se je že izkazalo med številnih sodb, ki smo jih imeli na našem društvu, ko v bistvu praktično vse sodbe dobimo. Tako da je stanje alarmantno in pa dejansko ustrahovanje v Sloveniji je ogromno.
tudi recimo grejo milijoni v to, da kupujejo ljudi. Pri nas v Sloveniji vemo, da vsakega kupiš za 1 evro ali pa lahko rečem celo 1 cent, ne, ribiče kupiš z ribolovno stezo in pa da jim boš enkrat na leto vložil ribe v tisto akumulacijo, ker pač pol več nič ne živi noter, vse pocrka. Tako da, ne, vemo pa na položajih, kakšni ljudje sedijo, ne. Jaz ne vem, če sem v življenju 3 ljudi poštene srečala, ki na takih položajih sedijo, ne. Pa še to so bili ustrahovani, pa še kmalu zelo, če se za kakšno stvar dobro postavil, odstranjeni, ne. Tako da, ne, jaz pravim, pri nas, spet ne smem te besede uporabiti, ne, ker pač jaz celi kup besed ne smem uporabiti. V glavnem, ti ljudje imajo lovke povsod, upravljajo z našo državo in v bistvu se poslužujejo najbolj podlih stvari, zato da bi nas onemogočili. In to pa je recimo pol tudi to, ko se ljudje mogoče tu strašijo, grejo stran, ne, in enostavno potem, koliko ostane jih tukaj se bori, je pa pol to vprašanje, ne. Kot pa pravim, pa največji problem to, da dejansko nimamo ljudi, ki bi to sedeli, brali, pisali, vlagali tožbe, vlagali prijave, ker to pač ni samo, ne vem, en postopek kot tak, to je enih 100 dopisov vmes, ko izpišeš, vse moraš spremljati, gre za podtikanja, laganja, to so, ne, mislim, grozne stvari, ne, ki pa v bistvu niti mediji o tem ne govorijo, oziroma zelo redko o tem, ne, tako da jaz v bistvu, ne, tudi kar je med večjimi zlo v Sloveniji, kar bi rekla, tudi so mediji, ne, ki bi mogli take stvari kar naprej ponavljati, ne, in se v bistvu laži, manipulacije in to sploh ne bi smelo priti do izraza. Ne, mi smo se, ne vem koliko let, več kot 5 let smo se borili za to, da smo stavili prekrito oglaševanje v vrtcih in osnovnih šolah, ko so hidroelektrarne izdajale revijo Modri Jan in dejansko smo šli čez te revije in prijavili Zavodu za šolstvo. Zavod za šolstvo je sklical komisijo, ki so pritrdili, da gre za prikrito oglaševanje. To so bile revije didaktično delane in tudi so jih delili zastonj po vseh šolah in vrtcih, kar pomeni, da so imeli, ne, bile so z malimi tiskanimi črkami napisane, ne, bile pa je za starost od 4 do 12 let, male tiskane črke, kar pomeni, da je v vrtcu in pa dokler se otroci naučijo brati, so brali dedki, babice, tete, strici, mamice, atiji, ne, kar pomeni, pokrili so zelo, v bistvu grejo načrtovano in pokrijejo celo maso ljudi in dejansko gre za hude manipulacije. Recimo smo imeli tudi v okviru tega Modrega Jana za risbice, ko je otrok narisal hidroelektrarno, seveda je bil pogoj v vrtcu, da narisal hidroelektrarno, za prvo risbico mesto so dobili 1500 evrov otrok nagrade, druga je bila 1300 ali 1250, tretja pa 1000 evrov. Za otroka v vrtcu, ki nariše na risbico hidroelektrarne. In šele potem smo pa seveda to za Modrega Jana, ne, prijavili tudi še potem inšpekciji, ki pa, ne, ker ni bilo pač, niso bili niti prijavljeni v razvid, kljub temu, da so 10 let to revijo izdajali. In na koncu se je kaj zgodilo, oni so pač prenehali izdajati to revijo in niso nobene posledice za tem nosili. Mi smo se med sabo par let pogovarjali, pa nismo imeli denarja, da bi zbrali ta denar skupaj, zato da bi naredili revijo Zeleni Jan, ker so oni pač 10 let, ne vem koliko na leto revij izdali. Mi smo želeli eno revijo pripraviti in ni bilo problem, da mi strokovno ne bi mogli tega skupaj spisati in narediti, to smo bili vsi pripravljeni, enostavno pa ni denarja, zato da bi lahko tako naklado naredili, da bi pokrili tako maso v Sloveniji, ne, in pač dejansko tu napram kapitala mi nimamo nobenih vzvodov, ne. Naš edini vzvod je samo potem sodišče, pa še to v bistvu za vse napade in to dejansko ni vzvodov v Sloveniji, da bi sami sebe zaščitili. Edini vzvod je potem dejansko to, da vložimo za nezakonito izvajanje postopkov, da ni tam upoštevano strokovne dejstva in pa zakonodaja. In tu se zgodba konča. In v Sloveniji je stanje kriminalno, seveda s to vlado pa se je ta agresija, ti napadi so se seveda povečali. In najbolj pa grozno to, da so se spravili še razrušiti še to zakonodajo, ki v Sloveniji je precej dobra, tudi kar se tiče te evropske zakonodaje, ampak dejansko so ti ljudje, ta oblast trenutno je raztrgala
vse, oziroma si je vzela pač pravico, da gre nad vse, tudi nad to zakonodajo, ker pač določene stvari ne morejo spremeniti, ker so pač določene za Evropo. Ne, tako recimo pri zdaj hidroelektrarna Mokrice, oni sploh danes ne bi mogli voditi postopka prevlade po zakonodaji. Ne. Zdaj pač mi moramo čakati, da bo to konec, da bomo pol jih tožili, zato ker še niti nima osnovnega postopka na Agenciji za okolje zaključenega. Ampak ker je zdaj prišel Vizjak, je to njegov življenjski projekt, seveda za vso to ekipo, ki v bistvu tudi na ministrstvu del sedi, ne, ker to so vsi bili zaslužni in prejemali priznanja in ne vem kaj vse za uspešno vodenje teh postopkov, v bistvu pa je šlo za čisto manipulacijo, zlorabo zakonodaje in zlorabo lokalnega prebivalstva in vseh ljudi. In še to, zloraba naših naravnih virov. Ne, dokler reka teče, bomo lahko imeli pitno vodo. Ko bo reka nehala teči, bo začelo gniti, je to v bistvu potem ena akumulacija in vse, kar je zelenega od tega tu, da pač alge začne na akumulaciji rasti. Kvaliteta pitne vode pa začne padati. In tudi, ko to govorijo, ker bojo obogatili, ne, v vseh primerih začne po 30 letih podtalnica padati in dejansko, ne, mi bomo Slovenijo izsušili, še z vsemi regulacijami, vsem zraven, tako da naša dežela bogata z vodo, še to bomo zgubili, ne, od vseh teh norcev, ki jih imamo pač na oblasti. Hvala. Neko, veš kaj, dalo mi je par stvari, veliko stvari si povedala, ne, in v bistvu ena od teh, naj se vmes publika pripravi, če ima kdo kakršnokoli vprašanje. Če vprašanja iz publike ne bo, potem bomo šli, tako kot sem jaz prej rekel, na tistole zadnje vprašanje, ki nam potem omogoči neke sklepne misli. Ampak vmes med tem, ko se vi odločate, ali boste postavili komorkoli izmed današnjih gosti in gosta vprašanje, bi jaz sam navezal ene par besed na tvojo besedo, Andreja, ki si rekla to ustrahovanje. Ne? Veš, kaj me je to spomnilo? Spomnilo me na nek članek, ki sem ga bral nedavno, in sicer leta 2019 je bilo širom sveta ubitih čez 200 naravovarstvenic in naravovarstvenikov. Ne? In to ne kar neki ljudje, ampak dejansko voditelji in voditeljice določenih lokalnih, regionalnih, nacionalnih uporov. Ne? Srednja Amerika, Latinska Amerika, Indonezija, Malezija, poudarek na teh državah. Ne? Za primerjavo, jaz, ki sem vojni novinar, leta 2019 je bilo v vojnah ubitih manj kot 30 vojnih novinarjev, ne, in novinark. Ne. Tako da vidimo tle neko, mi lahko tukaj razmišljamo pravzaprav že na podlagi teh številk, ne, o neki dejanski vojni za planet. Ko mi rečemo boj za prihodnost, mi moramo vedeti pravzaprav, da mi govorimo tukaj o dejanskem boju, ne o nekih abstraktnih pojmih, ki bi jih uporabljali na klišejski ali kakršenkoli drugačen način. Ne. Dobro. Kar se ustrahovanja tiče pri nas, seveda mi nismo Honduras ali pač Panama ali karkoli, pri nas ne bodo prišli pa ustrelili človeka, ampak vidimo na primeru Anhovega, vidim tudi jaz na primeru mojega kraja Ilirska Bistrica, zastrupljenega čez vse zdravorazumske meje in tako dalje, kriminal ponovno, pri nas ubijajo ljudi na drugačen način, ne? Ali pa jih tako ali drugače izčrpavajo. In v končni fazi je to tudi platforma nekega polje, nekega boja. Ne? Tako da ljudje, ki nas poslušajo, ne, ki nas poslušate, ki gledate pač morebiti posnetek, razumite te besede, razumite vse to, kar je bilo danes povedano, predvsem to, kar je govorila tudi Andreja zdaj na koncu, ne? Če vas to na nek način razjezi, ne? Je to morda pravzaprav dobro. Ne? To ni pač neko bodisi pritoževanje, to ni neko izkazovanje nemoči ali pa neke utrujenosti ali pa nekega globokega razočaranja. To pravzaprav razumite kot nek apel, da se je treba tem bojem pridružiti. Ker dejansko brez nekega povezovanja in dejansko brez neke kooperacije in vzajemnosti, solidarnosti in tudi naše pripravljenosti, da mi morda kdaj koga ustrahujemo, ne, se stvari pač ne bodo spremenile, ker se še nikjer niso. Ni primera, ki bi dokazal, da se stvari same od sebe spremenijo. In mlajši kot ste, oziroma mlajše kot ste, ne, oprostite, to ni pokroviteljsko mišljeno, ampak teža bremena je večja na vaših plečih. Meni je žal, ampak tako je. Tako da zanima me, ali je, ker jaz vas ne vidim
Jaz vidim 6 ljudi pred sabo, vidim svoje goste, pa nikogar pravzaprav drugega, vidim gospod Jadranko tam, ne vidim, če kdo postavlja vprašanje in kako bomo zdaj to rešili. Boste vi, gospa Jadranka? No pa dejte. Jaz mislim, da je v bistvu to, kar bi se naj danes pogovarjali, bistveni del, tisti, o katerem je bilo najmanj govora. Ne? To je lepo in jasno Denis povedal. Ne? Glejte, vse lepo in prav, ne? Mi govorimo o naravi, o ohranjanju in tako dalje. Ne? Ampak to lahko zagotoviš samo tako, da zagotoviš neko demokratičnost odločanja in Andreja, vi ste jasno povedala, kaj to pomeni, ne? Ker tega pač nimamo, torej imamo problem. Ne? Druga stvar o suverenosti. Ne? Denis je tudi jasno povedal, pa ne gre, paste, daleč od tega, da mislim, da je možno v 21. stoletju, ko smo tako zasvinjali planet, še kakšna možna suverenost neke tako majhne države, kot je Slovenija. Vsaj v naravovarstvenem pogledu ne. Zaradi tega, ker ste lepo jasno povedali, Andreja, da dobivamo pač odplake od zonga konca. Ne? Ampak ne gre samo za tiste odplake, gre za vse, gre za planet kot tak. Torej pomeni, da v bistvu imamo hujše probleme, kot si jih lahko predstavljamo. Ne gre več samo za to, da bomo ohranili naravo, ampak da bomo ohranili človeško vrsto. Ne? Zdaj, na kakšen način jo bomo ohranjali, ne, je pa drugi velikansko vprašanje. Ne? In jaz mislim, da je, če govorimo o zelenem, o čemerkoli zelenem, ne, potem moramo govoriti o tem, da je nujno potrebno dovolj javno in dovolj glasno in dovolj odprto, to pomeni demokratično, spregovoriti o teh stvareh v vsaki državi posebej. In ne samo v vsaki državi posebej. Mi smo del neke širšega združenja, tudi tam, torej tudi v EU. Zato jaz mislim, da v bistvu bi morali v takih pogovorih vzeti v obzir, daleč od tega, da imam kaj proti tem lokalnim iniciativam, sploh ne samo to. Se jim pridružim, podpišem vse peticije in tako dalje. Ne samo to, še kakšne kolege spodbudim, da kaj naredijo na te teme. Jaz mislim, da gre za en hujši problem, kot si ga lahko predstavljamo. In tudi ne gre za generacijski problem. Ne? Gre za čist jasen problem razvoja tega planeta. Torej tudi, ne samo, ampak tudi tega, čemur se reče danes kapitalizem. To, kar ste, Andreja, pripovedovali, je v bistvu vse se da kupiti, to je jasno, zakaj se vse da kupiti. Menda je jasno. Ne? Tako da v resnici mislim, da tukaj nismo vzeli vseh problemov v obzir dovolj jasno. Torej pomeni, da bi morali jasno povedati, da rabimo orodja, ki nam bojo zagotovila zaščito tega našega ekosistema, ki je še preostal. Ne? Tako da jaz mislim, da je tukaj v bistvu ta glavni ključ za spremembe. Ne? In ne verjamem v neke futuristične variante, jutri bomo vsi enako mislili, ne? Zato pač bomo morali govoriti dovolj glasno in dovolj javno. Ne samo naravovarstveniki, ampak tudi vsi ostali. Ne? Torej tudi taki, ki se ne ukvarjamo izključno z naravovarstvom. Ne? Poleg tega bom pa poudarila, nekdo je omenil Pluta, torej tukaj je en dokaz, da generacijsko nismo glih tako zelo različni. In jaz mislim, to, kar doživljam v lokalnem okolju, ne gre za generacijsko različnost, gre za hujšo stvar, ne? Gre za kapitalsko različnost. Hvala. Lepša vam hvala. Še kdo? Medtem, ko se ljudje odločajo, imate prav, ne gre samo za medgeneracijsko različnost, pravzaprav ne bi smelo biti to sploh vprašanje, ampak ker se gre za prihodnost, ne?
odpade breme pač vsega tega, ne, na bodoče rodove. Ne. Da bi pa lahko v debati zajeli prav vse probleme, ne, pa tudi žal ni mogoče, ker je toliko front odprtih zoper nas, kot civilno družbo na vseh ravneh, to doživljamo danes, trenutno, danes, pa tudi sicer. Ne. Mene zanima, jaz bom šel še enkrat zdaj skozi vse vas, če vidim, kje je kakšno roko dvignjeno, bom predal besedo. Erik, viš kaj, drugače imaš eno vprašanje, par vprašanje v chatu noter. Aha, viš, kaj ga nimam odprtega. A lahko ljudje, ki ste zastavili vprašanja, kar zastavite? Se kar javite, ja. Ali kar jaz preberem? Aha, prvo je kritika mene, dobro. Na koncu povej publiki, naj stisnejo res, če imajo muto. Jaz vidim 5 tahle nekih, ampak ne vidim, je korak naprej sploh mogoč, se da na lokalni ravni ali kakorkoli drugače reševati zadeve, kam se lahko posameznik obrne v takem primeru, oziroma kako lahko prispeva za korak naprej za odrast, če se lahko tako izrazim. A lahko jaz to vprašanje, ki je edino, pravzaprav, ki ga tukaj vidim, naslovim kot zadnje vprašanje še vam trem, torej Mateja, Aida pa Denis. Ja, kaj narediti, ne? Kaj lahko naredimo, da dosežemo v Sloveniji, da premaknemo zadeve, zavedanje ljudi, da usmerimo našo pozornost, torej širšo javno pozornost, k neki bolj trajnostno naravnani, podnebno pravičnejši družbi, k zeleni državi, ki naj jo podkujajo bodisi odrast in seveda drugi termini. Pa bi prosil kar tebe, mogoče Aida, ker si kot prva nastopala, da tudi zdaj prva poveš. Ok, thanks. Jaz bom probala biti čim bolj kratka, no. V glavnem, predvsem se mi zdi ključno to, da v bistvu kaj odrast poskuša, je res v bistvu odgovor na sistemsko krizo, ne. Sistemsko krizo, tukaj se pač misli od ekološke krize, prehrambene krize, finančne krize, a ne, in tako naprej. In zdaj očitno zdravstvene krize, ki pač jo imamo s to pandemijo, epidemijo. Tako da v resnici odgovor se lahko pač išče lahko samo tako, da pač se ponuja nek raznolik nabor, lahko recimo rečemo tudi mozaik različnih nekih alternativnih predlogov, ki so lahko pač jasno to neke politike, neki razmisleki in tako naprej, a ne. Torej, ne more priti le do neke enostavne rešitve, ne, ali pa recimo do nekega enoznačnega odgovora, ne. Ker če se odgovarja na sistem, sistem je treba pač vedeti, je kompleksen, je strukturiran, ima več nekih enot, delčkov, je večplasten in hkrati tudi dinamičen, a ne. In na to v bistvu je treba odgovoriti, a ne. In zaradi tega v bistvu odrast kot taka izhaja iz različnih pač nekih miselnih tokov, idej, teorij, na drugi strani jasno želi sodelovati, podpirati in zagovarja neke dobre prakse, ki pač, ali so to neke dobre prakse iz neke dediščine oziroma iz neke preteklosti, ne, in hkrati v bistvu dejansko pač spodbuja sodelovanje v nekih solidarnostnih, socialnih recimo praksah, a ne. In ravno tako pač sledi nekim tovrstnim bojem, tudi pač, zato se mi zdi pač ta današnji pogovor pač ful pomemben, ker se mi zdi, da to pač prav osvetljuje pač tudi neke okoljske boje, a ne. V bistvu zaradi tega, in zdaj pač bom zaključila, no, se mi zdi, da zato je pač jo jaz vidim kot neko svetlo točko, ker v bistvu vseeno gre za ponujanje nekega prostora predvsem za premislek o na eni strani ekološki in na drugi strani družbeni trajnosti, no. In hkrati jasno zavedanja o nekih planetarnih omejitvah. To se mi zdi ključno in da v bistvu tle je treba se zavedati, a ne, kako pač zdaj to naprej, a ne, torej da odrast pač postane kot neka osrednja ideja, a ne. Ne moremo samo zmagati v bistvu v neki bitki idej, a ne, ampak tudi gre tle za nek prispevek vseh nas k grajenju v bistvu nekega množičnega družbenega gibanja, ne, ali pa več teh gibanj, ne, ali pa več teh iniciativ ali pa pač praks,
ki so lahko zelo mikro, ne lokalne, lahko so tudi pač regionalne, lahko so tudi to pač mednarodne povezave, ampak gre v bistvu predvsem za to prispevanje k grajenju in pač v bistvu, da bi to dejansko na drugi strani prisililo kapital oziroma politike, da pač opustijo imperativ rasti. Tako. Najlepša hvala. Denis, prosil bi še tebe za par sklepnih besed, naprej zastavljena vprašanja oziroma. Ok, hvala za besedo. Tako, ja, dosti misli se mi zdaj ta poglavje, ampak nekje moramo začeti, ne. Tako da ja, najprej tako sem zelo hvaležen, da smo lahko danes v tej debati. Tudi tam, mislim, da sta Andreja in Mateja zelo nazorno in kako se reče temu, na mestu in z ostrim robom prestopili tle zraven in se mi zdi to pač res čudovito in več rabimo takih debat. Zdaj bi mogoče najprej odgovoril, se pravi na to vprašanje, ki ga postavlja Daja, če sem prav prebral ime. Kje se lahko vključiš? Se pravi, ok, neko to vprašanje so si pred mogoče kakšnimi slabimi 2 leti postavili v temu, kar je potem iz tega nastalo, Mladi za podnebno pravičnost, pravi, to smo že večkrat omenili. In ne vem, koliko sicer poznate to zgodbo, ampak to je res ena taka, mislim, kako tam ljudje peljejo strukturo, je dejansko prakticiranje v bistvu drugačne sedanjosti in prihodnosti. Se pravi, ja, vsekakor gre za, se pravi, lokalno aktivnost, se pravi MZPP, se pravi, Mladi za podnebno pravičnost imajo tudi lokalne odbore. Če želiš, lahko mi v chat napišeš mail, pa te bomo kontaktirali. Mislim, da je med nami tudi Nikoleta, ki te lahko v bistvu poveže in kjerkoli bi se pač aktivirala. Če te zanima oblikovanje oziroma premišljanje prihodnosti, ker tle, se pravi, kritika sedanjosti in premišljanje prihodnosti sta ene 2 ključnih stvari, ne, zdaj tukaj, kako si sploh prihodnost zamišljamo, ne. Tukaj naletimo na oviro, ne, se pravi, da dostikrat produciramo se pravi, podobne scenarije oziroma smo ujeti v neke predstave, do katerih smo tudi sami pač kritični, ampak kdaj ne znamo ven. Tukaj smo si v nekih teh gibanjih lahko v veliko oporo, ne, tako kot je pač Andreja tudi poudarila, ogromno enega povezovanja, ki mogoče nima odmeva, ampak na neki subravni se pa kar dogaja. Druga stvar, če te zanima projektno delo, je tukaj ekokolektiv, združenje raziskovalcev, študentov, članov nevladnih organizacij. Gremo se v bistvu v študentske interdisciplinarne projekte, raziskave in tako naprej. Če te zanima, se pravi, podrobnejša pač kritika kapitalizma in tako naprej, je tukaj ena nova platforma, ki se vzpostavlja nekaj cajt, ampak tako ugledala luč mogoče prejšnji mesec, je Rdeča pesa. Oni pripravljajo v bistvu tedenske nek način javne pogovore preko Zooma. Kar tukaj, kar po svojih izkušnjah lahko rečem, da tukaj na okoljskem področju zelo manjka, so ekonomisti in pravniki. Tako da, če te to dvoje zanima, sta tudi v Mladih za podnebno pravičnost trenutno 2, vsaj 2, za katera vem, ki se s tem podrobneje ukvarjata, to sta Izidor Osta-Nožbolt in Ajda Cafun. Če te pravni del zanima, je tukaj Pravno-informacijski center, tam je kolega, mislim, da je Miha, ki se prav z okoljskim pravom ukvarja, pa no, ko bom imel prišlo ime, bom omenil ali pa bom napisal. Drugače, ja, Ajda je omenila, se pravi, in Jadranka tudi sprav problem razvoja. To je ključno vprašanje, ne, se pravi, kak razvoj si želimo, mislim, in tukaj se z enim takim vprašanjem v Sloveniji ubadamo že nekaj cajta in to je regionalizem. Se pravi, regionalni razvoj in povezovanje na regionalni ravni. Se pravi, tiste institucije, ki ne predstavljajo več odgovora na to in teh je kar nekaj, je treba pač spremeniti in to je z javnimi pobudami, z mogoče javnimi sveti, z iniciativami. Se pravi, vstopiti v obstoječ sistem, če to ne deluje, vzpostaviti vzporedne institucije.
Mislim, tukaj si lahko mečemo razne debeline peska v oči, ampak drugače pač ne bo šlo, sprave kot izkoristiti obstoječi sistem ali pa pač preprosto vzpostaviti usporednega. In mislim, da bi bil regionalizem lahko ena takih reči, kjer se pač neke te kategorije toliko odprejo, da je možno sprave premislek. Potem imamo demokratizacijo, ne? In tukaj mislimo demokratizacijo na vseh ravneh. Se pravi, ker zdaj demokratizacijo razumemo tako, da pač dva sicer verjetno ful sposobna stručkota in trije, ki so zaposleni pač v administraciji, ki tudi pač opravljajo hvaležno delo, ne smemo biti preveč ostri, pač kdo ima in kdo bolj, ampak gre za to, da se predlogi oblikujejo se pravi, majhnih sobah, v velikih se pa pač debatirajo, ne, se pravi, ne, proces je treba oblikovati od začetka, se pravi, in tukaj mora pač tudi stroka se stopiti iz svoje pozicije vse vedočega in se usesti za isto mizo pač kot ljudje. Se pravi, logično, mislim, ljudje smo v različnih situacijah, vsi ne vemo vsega in interdisciplinarnost je tle pač, mislim, nujen pogoj, pa vsi imajo polhna usta, nobeden pa točno ne ve, kako bi se tega šel. Pardon, če sem malo pač oster. Tako da ja, mislim, spet sem navrgel enih ful dosti stvari, ampak mislim, odrast bi bil lahko en tak odgovor, ne. Se pravi, kak prostor si želimo, tak, ki ne bo temeljil samo na trženju prostora, ne. Mislim, omenili ste zeleno destinacijo, pa take stvari, jaz sem drugače iz Goriških Brd, pa se to pri nas kar tako, mislim, je to kar, ko se reče, aktualno blago ali neki. No, sprave, zgodba za tem je, da pač vse ublagovljamo, ne. Sprave, vse postane blago, s katerim trgujemo, kupčkamo z naravo, kupčkamo z razgledi, kupčkamo z lastnimi občutki, zato da bi pač, ne vem, se čim bolj prodali. Kar je žalostno, ne, ker v bistvu tem ljudem, ko pogledamo drugače, to so vse v bistvu degradirane regije. S centralizacijo smo izgubili v bistvu ta decentraliziran razvoj in prijemo do tega pač, da na dostih mestih ljudem pač ne ostane nič drugega, ne. Ko da pač garažo predelajo stanovanje, ki ga lahko oddajo, ne. Mislim, ful imamo nekih življenjskih situacij, ki se pač ful fragmentirano obravnavajo. Se pravi, hočem poudariti, da ni, da se o tem ne govori. Sam, tako kot je pač Andreja rekla, te stvari pač ne dobijo odmeva, ne. Še zlasti v medijih. Tako da, samo malo grem pogledati čez zapiske, ker sem si vmes pač še ene par stvari napisal. Ja, se pravi, ful zanimivo, začeli smo z vprašanjem, ne, ali je zelena rast mogoča. Zdaj, mogoče en kratek stavek o tem, pa Erik, če bom predolg, me prosim odreži. Hvala. Se pravi, zelena rast, ne, kaj naj bi to sploh pač bilo? Se pravi, to je na nek način, se pravi, ekonomska rast, ki porablja pač manj energije, producira manj odpadkov, najnoto BDP in si prizadeva za pač neke stalne tehnološke inovacije. In tle je catch, ne. Se pravi, zakaj razvoj gledamo samo skozi tehnologijo, ne? To je, mislim, na ta diskurs smo pristali, ne, zato ker smo pač, ker je to del pač neke socializacije tudi, ne, ampak mislim, kje so tle družbene inovacije, ne, se pravi, kako organizirati skupnost, da se bo lahko pač odločala o tem. Se pravi, povezati ljudi, ki so mogoče šli študirati v Ljubljano, pa so iz Anhovega, pa bi želeli v bistvu vplivati na to. Konkreten primer, banaliziram. Verjamem, da te ljudje že so, ne pravim, da jih ni, ampak take skupine opolnomočiti, ne. Kakor sem že omenil, tukaj gre mogoče za vprašanje, ne, sprav prostorskega načrtovanja, sprav, kam postavimo kaj. Mislim, ena stvar, ki je mogoče nismo dosti omenili, ampak neko razmerje bi bilo zanimivo videti, koliko vložimo v ceste, koliko pa vse ostalo, ne. Še zmeri se ogromno denarja vlaga pač v razvoj infrastrukture. Zdaj, tukaj bi bilo mogoče spet, pa se bom spet vrnil nazaj, sprave vlagati v raziskovalne projekte, ki bi mogoče, pa ne vem, take, ki bi pač, skozi katere bi lahko oblikovali, se pravi, nove komunikacijske forme, kot temu rečemo, ne, se pravi, tam, kjer bo prostor, da se pač vsi soočimo s svojim mnenjem, z drugim mnenjem, da vidimo, kje smo kratki, kje nam lahko nekdo pride nasproti. Pa tukaj ne pomeni, da se bomo imeli vsi radi, ne? To pomeni, da se bomo lahko večkrat pač si zmetali kaj
v obraz. Ampak ja, mislim, strasti so pač nujne, ne, če hočemo kaj spremeniti. Ne. Ampak, tako da ja, mislim, da sem že malo se raztehnil, tako da bi tle zaključil, če je pa še kako vprašanje, pa z veseljem. Hvala. Erik, na mute si. Se opravičujem, hvala ti, najlepša hvala. Hvala ti, Denis, nisi bil predolg, moramo govoriti o teh stvareh. Morda bo zagotovo še neko vprašanje, bomo videli, za koga bo. Jaz bi na tej točki seveda Mateji še prepustil besedo za njene, recimo temu nekako sklepne misli, če ne bo ona dobila prav kakšnega vprašanja. Mateja, izvoli, prosim. Ja, hvala. Zdaj, že prejšnji sogovorniki so zelo veliko idej dali, no, in zelo veliko povedali o tem, kako se lahko vsi udejstvujemo in kako v bistvu se pač lahko prispeva, ne. Zdaj, jaz bom spet izhajala čisto iz prakse, no, oziroma tako v bistvu od dna navzgor, no, kajti slišali smo, ne, da se recimo tudi na neke, ne vem, na državno raven, na politiko, da se ni prav veliko za opirati, no, oziroma da ne pripomorejo s tem prav veliko. Tako da jaz v bistvu bi rekla, da naj vsak sam pri sebi razmisli, kako lahko v bistvu s svojim vedenjem in svojim življenjem vpliva, ne, bodisi na zeleno politiko in pa seveda tudi na kvaliteto pač svojega bivalnega okolja, ne nazadnje tudi k varstvu narave, ne. Zdaj, prej je Žajda zelo lepo povedala, ko je omenila v bistvu, da lahko v bistvu vsak od nas nekaj prispeva, recimo tudi na mikroravni, ne. In v bistvu prav tukaj se meni, spet pojavi ta Gandijev citat, ne, bodi sprememba, ki jo želiš videti, ne. Tako da v bistvu vsak pri sebi naj začne pač razmišljati, kako oziroma na kakšen način bi lahko pripomogel k temu, ne, k ohranitvi narave, k izboljšanju bivanjskega okolja, ne, kako lahko, ne vem, kaj lahko jaz kot človek storim, se pravi, kaj lahko jaz, Mateja, naredim, ne vem, se vozim več s kolesom, ne uporabljam avtomobila, ne kupujem se povprek, ne vem, ne kupujem daril zdaj v tem pač predbožičnem času, ki je bolj ali manj v bistvu bolj kot ne praznik potrošništva, ampak recimo drugače pač prispevam, ne. Tako da jaz bi predvsem to, no, v bistvu na ta način razvijala naprej in pa seveda pozdravljam vsakršno debato, tudi recimo to našo večerno omizje o teh okoljevarstvenih in pa naravovarstvenih temah, ne, kajti tudi torej še vedno pač moramo ozaveščati, ne, ljudi, poslušalce, tudi mlajše generacije, starejše generacije in v bistvu mi skupaj kot posamezniki prispevati k temu, da bomo imeli pač svojim otrokom in ne vem, vnukom tudi potem kaj pokazati čez leta, ne. Tako, toliko čisto na kratko z moje strani. Najlepša hvala, Mateja. Jerneja, če je še vedno z nami? Sem. Si, evo, kar izvoli, imaš besedo. Drage in dragi, se opravičujem, ker govori črnina, prej sem želela vklopiti kamero in se je po mojem kamera ustrašila moje koronske frizure in me je vrglo ven, tako da bom raje samo na zvoku, se opravičujem še enkrat. Vprašanje je v bistvu zelo kratko za vse, ki ste sodelovali v debati, in sicer, da se jasno opredelite do vprašanja, ker pravzaprav v vprašanju, ki je naslov okrogle mize, skoraj da niste rekli ničesar. Tako da moje vprašanje oziroma apel gre zgolj k temu, da vsak izmed sodelujočih v par stavkih, prosim, če se lahko opredeli do tega vprašanja. Hvala.
Hvala ti, Jerneja. Ok, pa naj bo potem to res to. Sicer je bilo že prej predlagano, ne, da nekako res zaključimo s tem vprašanjem. Malo nas je odjadralo drugam, to je res. Ne, razmišljali smo o več konceptih, o več strategijah, o današnji situaciji in tako naprej, o vseh izzivih, pa gremo. Ok. Ali je zelena gospodarska rast mogoča? Zdaj pa popolnoma od vas odvisno. Andreja, bi začel pri tebi. Lahko na to vprašanje odgovorite, kakor želite. Z polja teorije, mogoče nekje že obstoječe prakse, z vidika možnosti v Sloveniji, Evropi, kakor želite. Andreja, prosim. Ok. Jaz bom tako rekla, ne, skozi se pogovarjamo o rasti, ne, mi se ne moramo ves čas pogovarjati o rasti, če je planet Zemlja omejen. Ne, mi bi se mogli o neki vzdržnosti pogovarjati, o tistem, koliko je to, da bomo lahko vsi enakovredno živeli in prejemali vse nujno potrebne, se pravi snovi za preživetje, to so hrana, pitna voda in pa zrak. Ne, in v tem pogledu pač, mene to ves čas moti neka gospodarska rast, ne more biti rast, ne, mi bi se mogli o neki stabilnosti pogovarjati, ne, nisem pa ekonomist, tako da v biologiji neomejena rast ne obstaja, ne. V biologiji so nihanje, dinamika populacij, ne, enkrat gre gor, drugič dol, ne, in zato mene to nasploh ta beseda tako moti, ker sploh ne vem, od kje je to vzeto, ne, to je res. Bi pa še samo eno stvar za lokalno dodala, preko je bilo tisto vprašanje. Jaz mislim, da lokalno združevanje in povezovanje je ključno, da najmočnejši so ljudje, če lokalni problem imajo, da se na lokalnem nivoju zberejo skupaj, in, ker tam lahko dosežeš dosti več. In ko si kot lokalec skupaj povezan, se potem lahko tudi napram državi in pa tudi navzven boriš, ne. Tak primer je recimo bila kampanja Rešimo Muro, kjer smo se borili proti gradnji 8 hidroelektrarn na Muri. To kampanjo sem vodila in tudi je dejansko tam bil ta uspeh, ker smo se povezali čezmejno na lokalnem, državnem, regionalnih in vseh možnih nivojih, ne. Tako da največja zmaga je, če se lokalci povežejo, ne, in če deluješ lokalno, vplivaš tudi globalno. To sem še mogla, pardon. Izjemno lepa, hvala ti za te sklepne misli, to je bilo čudovito pravzaprav. Nič, gremo po obstoječem vrstnem redu. Ajda, ti si po tej logiki naslednja, pa bi te prosil, če prevzameš besedo. Ok. Jaz mislim, da je itak osnovni problem ta, da se oblika in funkcija v bistvu naših političnih ekonomij upira v bistvu prepoznati resnost razmer, kar smo pač ravnokar govorili o tem, ampak torej ne samo kapital, ampak tudi neka teorija, ki v bistvu se ji reče tudi ekonomska znanost v končni fazi, ne opira tej prepoznambi problema. In v bistvu večina ekonomistov tle v bistvu razume to okoljske probleme, ekološke probleme kot neke izolirane, enkratne primere v bistvu nepopolnosti svobodnega trga, ne. Tako da v bistvu, kar se tiče neke zelene gospodarske rasti, kot tega naslova, se mi zdi, da to je tako mišljeno bilo malce sarkastično, da se vsi zavedamo, pač, da v resnici to ni čisto zaresno, ampak ja, to je le moje mnenje. Najlepša hvala. Denis, prosim. Hvala. Ja, bi se nekako tle malo pridružil, pa spravo mnenja sem ne, zelena rast ni mogoča. To je samo še en izgovor za to, da lahko pač stvari delamo, kot smo jih delajo, kot smo jih doslej. Spravo brez sprememb statusa quo. Zdaj, kje so tle rešitve? Mislim, to je v bistvu kar težko vprašanje, pa bi mogoče še kakšna taka okrogla miza prišla zelo prav, ampak nekje, vsaj v svojem mnenju, probam izhajati iz tega, da živimo nekje v globaliziranem svetu, ampak redko v zgodovini je v celem svetu obstajal zgolj en tip ekonomije. In mogoče so tle rešitve neke lokalne ekonomije, mogoče, ne vem, druge valute, še zmeraj pač se pojavil problem, sprav pol blagovne forme. Zdaj, kako tukaj čez zid, sem iskreno pač tudi sam
prekratek, ampak mogoče se v univerzalnem temeljnem dohodku, univerzalnih temeljnih storitvah skriva, ne vem, mogoče vsaj naslednji korak za nek mogoče skupen premislek, sprav, da tudi sami pač postanemo v bistvu na nek način, da se pač probamo odvojiti od rasti. Zdaj, žal pa nekega, ne vem, univerzalnega odgovora tukaj ne morem ponuditi, lahko pa pomagam pri razmislekih. Evo, tako. Zelo na kratko. Hvala. Hvala, Denis. Prosil bi še tebe, Mateja, če bi morali biti, vem, da smo se tega vprašanja že prej dotaknili, ne? Tako da ti si že podala nek odgovor, ampak me zanima, če bi tukaj rada še kaj dodala, tako da sklenemo krog. Ja, glede gospodarske rasti, ne, meni tudi, se navezujem na Andrejo prej, ne, meni je tudi precej ljubši ta termin gospodarska vzdržnost, ne, kajti neprestana rast oziroma neprenehna rast pač ni mogoča. Mislim, v neki točki pač rabimo nek restor, ne, in zato se nam potem tudi krize vedno pojavljajo in tako naprej, ne. In zelena gospodarska rast oziroma vse to zelenje, ne, ki ga zdaj v zadnjem času v bistvu dodajamo besedam, se mi zdi tako, no, je že Blaž prelepo povedal, bolj kot ne potuhano. Tako da ne, v bistvu gospodarska rast oziroma zelena gospodarska rast v tem obdobju oziroma v takšni družbi, torej potrošniški, neoliberalistični, kot jo poznamo danes, seveda ni možna, ne, ko govorimo o neki množični potrošnji, izkoriščanju naravnih virov, ne, to že a priori ne more biti po nobeni logiki zeleno, ne. Seveda se pa to zeleno da zelo dobro zapakirati, zelo dobro tržiti, tako tudi v bistvu vsakodnevno vidimo, da se ne vem, velika podjetja, multinacionalke recimo tudi vedno bolj oklicujejo kot recimo trajnostna podjetja, zeleno usmerjena, v prihodnost orientirana, ne. Tako da v angleško govorečem svetu imajo tudi en zelo lep termin za to, ki mu pravijo greenwashing, ne. Tako da to je zdaj spet sicer tema za eno drugo okroglo mizo, ampak vprašanje, no, ali je zelena gospodarska rast mogoča, po mojem mnenju mislim, da ni, no. In da se moramo kot družba v bistvu bolj vprašati o vzdržnosti, ne, in predvsem to, kaj lahko mi kot posamezniki naredimo oziroma prispevamo na nekem mikronivoju, v nekem lokalnem okolju k ohranjanju okolja oziroma narave, kako lahko to izboljšamo. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Dovolite mi, preden se poslovimo od vseh vas skupaj, predvsem pa od spoštovanih gostij in gosta, torej od Andreje, Ajde, Mateje in Denisa in od vseh vas ostalih, ne. Jaz sem tudi razumel, ali je zelena gospodarska rast mogoča kot bolj ali manj sarkastično vprašanje, ki nam pravzaprav daje podlago, da razmišljamo o drugih stvareh, če že štartamo s te pozicije, ne. Mislim, da smo o teh stvareh danes govorili, nismo zajeli vse, to bi bilo nemogoče, ampak upam, da smo odprli dovolj vprašanj. Če bi kdorkoli nadaljeval debato s katerimkoli od naših štirih pač danes tukaj zbranih gostov, so verjetno vsi dostopni prek Facebooka ali drugih kanalov, ne. Jaz bi mogoče samo še eno stvar povedal. Potem, ko smo v Ljubljani spoznali Roka Rozmana, ki mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, ene par se nas je takoj povezalo z njim. Jaz sem v njemu in v tem boju prepoznal neko dodano vrednost, malo sem bil že naveličan te ljubljanske ideološke, egotripaške skreganosti med različnimi protestniki in tako naprej, ne. Rok pa zelo dobro zna se svojo karizmo pokazati, ne, da narava pravzaprav nima ideologije ali pa da jo ne potrebuje, čeprav se nekateri pristopi seveda razlikujejo, ne. Na podlagi pač tudi drugih kampanj, kot je bila za Muro, pa proti hidroelektrarnam na Savi in tako naprej, ne,
smo ene par ljudi tukaj v Ljubljani kontaktirali te neke najbolj znane slovenske fotografinje in fotografe. Kar bomo zdaj naredili, je to, da bomo ob ključnih slovenskih rekah, ki so ali najbolj ogrožene, ali pa morebiti predstavljajo celo enega od redkih primerov dobre prakse, da se bo te reke fotografiralo, in sicer vedno se bo ob njih delalo portrete žensk, kot neke ženske energije in tako naprej. To je koncept, ki je bil tukaj v Ljubljani razvit. Če bi kdorkoli rad sodeloval pri tem projektu, pomagal pri tem projektu vsebinsko ali kako drugače, je seveda dobrodošel oziroma dobrodošla. Jaz Facebooka nimam, ampak moj e-mail naslov pa je valencic.erik@gmail.com. Mislim, da je dovolj enostavno, da si lahko zapomnimo to, kdorkoli želi. Tako da še enkrat se vam zahvaljujem. Jaz ne vem, sicer prvič sem vodil debato preko Zooma, kako se mi zdaj tukaj poslovimo, a vsi kliknemo da to go ali whatever, ampak skratka, vsem vam res hvala vsem 4 gostom. Še se bomo tudi mi 4 slišali v povezavi z različnimi projekti. Upam, da tudi drugi. Bodite dobro. Lahko noč, lep večer in lahko noč. Ful hvala. Čau. Hvala vsem skupaj. Hvala. Lep večer. Lepe praznike. Hvala.